Kateri so po vaši oceni najnujnejši ukrepi, ki bi se jih morali lotiti v zdravstvu, in to ne glede na to, ali govorimo o reformi ali o parcialnih rešitvah? Ja, tako jaz prihajam iz Primara, sem tudi družinska zdravnica drugače, sem pa dolgoletna že direktorica zdravstvenega doma na Ptuju in dejansko bi izhajala iz našega okolja oziroma tudi okolje cele Slovenije, bomo rekli. Ne? Ukrepi za Primar bi bili, se pravi, najbolj pomembni to, da naredimo delovišča za družinske zdravnike privlačna. S tem bomo obdržali obstoječi kader in privabili tudi, se pravi, mlajši kader, da se bo odločil za to specializacijo iz družinske medicine. Namreč že par let ugotavljamo, da nekako pada trend zanimanja, čeprav se razpiše dovolj specializacij, vendar nekako ni zanimanja za ta poklic, ker je poklic dokaj težek. In kaj je? Prvi smo na liniji, se pravi, prvi smo, ki pridejo ljudje, se pravi pacienti, ni rečeno, da so vsi pacienti, so to seveda tudi lahko zdravi ljudje, prvi pridejo v kontakt z nami in mi smo tisti, ki odpiramo vrata v zdravstveni sistem. In pri tem odpiranju vrat se nemalokrat zatakne, kaj ne? To opažamo tudi v obdobju po epidemiji, ko so se razmere v zdravstvu bistveno spremenile. Seveda pa ste na določene danosti, ki zdravnikom in celotnim timom otežujejo delo, opozarjali že pred tem. Ja, tako je. Opozorila so bila, da je potrebno, se pravi, več zdravnikov v sistemu, pa ne samo zaradi tega, da bi zaradi samega sistema delovanja, ampak zaradi tega, ker so potrebe prebivalstva večje, kot so bile nekoč. Zakaj večje? Zaradi tega, ker se prebivalstvo stara. In se pravi, potrebuje veliko širšo in dalj časa trajajočo obravnavo, kot je bilo to prej. Pa še nekaj. Ker je družinska medicina tudi strokovno tako napredovala, marsikaj lahko naredimo že na primarju. Pravzaprav so diagnostiko lahko speljamo. Se pravi, mi, pacienti se k nam vračajo, interpretiramo tudi določene izvide in se z njimi moramo pogovoriti, kako bo potekalo zdravljenje naprej. Kaj še pa zdaj vidimo? V obdobju digitalizacije ljudje so, se pravi, veliko bolj seznanjeni o svoji bolezni in imajo veliko več vprašanj kot nekoč. Se pravi, se je tudi širina opolnomočenja samih pacientov se je spremenilo in zato rabimo tudi čas, da skupaj, se pravi, z pacienti skupaj rešujemo, se pravi, njegovo zdravstveno stanje, kar se mi zdi tudi pošteno in s tem je tudi kvaliteta zdravstvene oskrbe večja. Ni naključje pravzaprav to, da je osnovno zdravstvo temelj zdravstvenega sistema in da so oziroma ste družinski osebni zdravniki, vratarji v ta sistem, ki opravljajo res pomembno, ključno vlogo. Toda kratki stiki pri tem so res preveč moteči in tega bi se morali zavedati vsi. Kaj bi svetovali bodoči ministrici za zdravje, ki pozna izzive, ki se zaveda, v kakšno polje različnih interesov vstopa in ki ve, da je treba pospešeno sprejeti ukrepe? Jaz bi tako rekla, bodoča ministrica, jaz bi najprej čestitala za pogum, želela bi predvsem mirne živce, dobre živce in da bo mediator med vsemi dejavniki v zdravstvu. To so, se pravi, tako pacienti kot tudi izvajalci. Veliko je nestrpnosti na obeh straneh in njena osnovna naloga naj bo to, da se bo dalo pogovoriti, da bo kvalitetno zdravstvo še vedno ostalo. Ona ima veliko znanja glede tega, bi pa nekaj rekla, mogoče je njena prednost, da bo mogoče bolj razumela paciente, pa tudi nas izvajalce, kajti veliko ve o samem financiranju in tudi o samem sistemu. Jaz si želim predvsem srečo in da bo, se pravi, res z mirnimi potezami reševala situacijo, ki je pri nas v zdravstvu in jo je treba rešiti, vendar ne bo šlo naenkrat. Naj ne bodo prevelike obljube, to predvsem, ampak naj se postavijo koraki, po katerih bomo šli, se pravi, počasi, kajti pacienti nas potrebujejo. In to še kako,
Pomembno je pa tudi za same izvajalce, jaz bi to rada izpostavila, tudi sami izvajalci so nestrpni in je treba neko mero strpnosti povedati, kaj nas v bližnji prihodnosti čaka, ker je velika bojazen, da bi nas zapuščali, se pravi izvajalci, to je kakršnikoli strokovnjaki, to ne gre samo zdravnika, ampak tudi za drugi kader. Kar se že tako ali tako pospešeno dogaja. Kar se pospešeno dogaja, tako da je treba res narediti sistem, povedati cilj, kdaj bodo ti cilji doseženi, da bomo lahko kader obdržali. Namreč ravno zaradi staranja prebivalstva nad 65 let bodo to stari ljudje 30% leta 2030. To pomeni, da bomo potrebovali veliko zdravstvenega kadra, tako zdravnikov, kot se pravi tudi ostalega negovalnega kadra, psihologe, klinične psihologe, psihiatre, skratka, ves tim bo nujno potreben in jih bo potrebno zadržati. In v ukrepih, ki naj bi, vsaj upamo, tako v kratkem času sledili, bo vendarle treba osnovni fokus usmeriti v pacienta in ga tudi ohraniti v kakovostno in v varno zdravljenje, predvsem pa v pravočasno dostopnost do zdravstvenih storitev, kajti tu je v zadnjih letih, pa ne po svoji krivdi, naš zdravstveni sistem precej padel, kaj ne? Ja, tu je, se pravi, njen fokus bo moral biti, da bodo, se pravi, predvsem enako dostopnost za vse in pravočasna dostopnost. Ne. Tu bo treba fokus usmeriti predvsem v te zadeve, se pravi enaka dostopnost, ne oziraje se na socialni status ali kakršnokoli drugo pripadnost, se pravi posebej ranljivi skupini in tako dalje, to moramo biti pazljivi in se pravi, da bo to tudi pravočasno, ne. Da bo pravočasno z določenimi ukrepi, kajti, glejte, mednarodne raziskave nam vseeno kažejo, da naše zdravstvo je zelo dobro zdravstvo, še vedno zelo dobro. Čeprav nas včasih, se pravi, ugotavljamo, da so čakalne dobe, da se čakalne dobe preveč daljšajo in tu bo treba neke sistemske ukrepe narediti. Določeni so že, samo recimo, če rečemo diagnostiko, ne pozabite, diagnostika, recimo magnet, to je vse dosegljivo hitro, ampak so ozka grla potem sami izvajalci, se pravi specialistika. Ne, tu bo treba usmeriti nekako, kako priti čim prej do pravega specialista.